Dobro podloženi torej nadaljujemo z vpogledom v aktualno področje mikrodokazil, ki postajajo vse pomembnejši del sodobnih izobraževalnih poti. Predstavil nam jih bo gospod Klemen Šubic, namestnik direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v višjem šolstvu. Izvolite. Dober dan želim. Najlepša hvala za povabilo. Moja današnja predstavitev je nekakšen oris, kratek zgodovinski pregled, kaj je NAKVIS počel oziroma kaj še vedno deluje, na katerih področjih deluje pri vzpostavitvi zunanjega sistema mikrodokazil. Vse se je začelo leta 2022, ko smo prebirali resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva, kjer je bilo noter omenjeno tudi razvoj sistema akreditacije in priznavanje mikrodokazil. V tistem času smo imeli bolj megleno idejo, kaj ne bi vse to pomenilo. Seveda sledil je potem tudi druga dopolnitev, mislim, da prva dopolnitev načrta za okrevanje in odpornost in kmalu zatem je Ministrstvo za visoko šolstvo pripravilo tudi smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta. In ta je vključeval tudi elemente oziroma instrumente podpore in za financiranje pilotnih projektov tudi na področju vzpostavitve sistema mikrodokazil. Zdaj takrat, v tistem obdobju, hkrati so bile tudi izdane, Svet Evropske unije je izdal neka priporočila, mi jih imenujemo tako imenovane smernice, v katerih so opredelili oziroma pojasnili ključne elemente tega takega evropskega pristopa k mikrodokazilom. Zdaj ta priporočila, namen teh priporočil je v bistvu določiti nek evropski okvir, tako za razvoj, za izvajanje kot za priznavanje mikrodokazil. Zdaj v tem trenutku mi seveda nismo bili povabljeni kot partner v projekt NOO, smo pa pokazali zelo velik interes in se pri ministrstvu pozanimali za visoko šolstvo, kakšna naj bi bila naša pričakovana vloga v prihodnje. Tako da so rekli, ja, vi boste to akreditirali. Smo rekli, ok, v redu. Zdaj, kje imamo pa mi podlage? Po kakšnih, imamo kakšen okvir zakonodajen že vzpostavljen, imamo kakšne smernice določene, imamo kakšno politiko razvito, ki bi nam omogočala zastaviti zunanji sistem kakovosti. Odgovor je bil seveda, se to boste delali v okviru podaljšanja akreditacij visokošolskih zavodov in seveda tudi študijskih programov. Glede na to, da smo bili seznanjeni, da nas čaka presenečenje v naslednjih letih, smo se potem vključili v vse aktivnosti, ki jih je ministrstvo organiziralo za vse prijavitelje projektov znotraj programa načrta za okrevanje in odpornost. Udeleževali smo se delavnic, srečanj, spremljali napredek in tudi razvoj in ugotavljali zdaj, v katero smer ta razvoj gre. Seveda, osnovno vodilo so bile smernice Sveta EU. Tam je bilo določeno, kaj mikrodokazilo je, čemu je naj bi bilo namenjeno, kakšne elemente naj potem sistem tudi na ravni Evropske unije zagotavlja, kot so vrednotenje, priznavanje, in to so bila tista izhodišča, na podlagi česar smo se mi bolj proaktivno tudi vključili v samo zasnovo tega sistema. Za začetek smo naredili neko analizo primerljivih sistemov v tujini, poklicali smo kolege iz drugih agencij znotraj Evropske unije in širše, in na podlagi kratkih intervjujev z njimi ugotavljali razvoj stanja oziroma razvoj tega sistema mikrodokazil. Dobili smo različne odgovore, od tega, da nekjer nimajo vzpostavljenega in da bojo počakali na konkretne usmeritve Evropske unije, do tega, da imajo sistem vzpostavljen že 20 let in da ga bodo samo malce prilagodili pač tistim zahtevam, ki jih Evropska unija oziroma Evropska komisija v svojih programih načrtuje.
Zdaj, zelo enostavno je bilo v sistemih, kjer so imeli nacionalno ogrodje kvalifikacij dodelan, opredeljeno tudi, kam spadajo tovrstna izobraževanja krajšega tipa, kot del vseživljenjskega izobraževanja in ponekod so imeli določena tudi področja, na katerih naj bi ta mikrodokazila bila ponujena. Pri nas smo šli v obratnem smeri. Zavodom se je ponudil na podlagi projekta prostor, kjer so prepoznavali interese, pričakovanja tako delodajalcev kot seveda tudi družbe in na ta način razvijali v okviru svojih dejavnosti tudi sistem mikrodokazil. To smo tudi izvedeli na podlagi različnih dogodkov oziroma aktivnosti, ki smo jih v nadaljevanju še v letu 2023 izvedli. Med drugim smo izvedli mednaroden oziroma nacionalno-mednaroden posvet z deležniki in hkrati smo se odločili, da oblikujemo eno delovno skupino, kjer so bili seveda noter predstavniki ministrstva, javnih zavodov, ker le ti so sodelovali v tem pilotnem projektu in pa seveda smo mogli vključiti tudi zunanje strokovnjake. No in na podlagi tega, ker na nacionalni ravni nismo imeli pripravljenega okvirja, kam pravzaprav mikrodokazila spadajo, kaj so, kako jih definirati, kakšne elemente vsebujejo, kaj je značilnost posameznih delov oziroma teh mikrodokazil, kako jih omejiti oziroma kako jih ovrednotiti. Potem v diskusiji, v primerjavi z ostalimi sistemi in seveda tudi glede na zrelost našega sistema in situacijo v našem visokošolskem izobraževanju, smo potem skupaj oblikovali tako imenovan vodnik za razvoj sistema mikrodokazil v slovenskem visokem šolstvu. Zdaj tukaj vidite letnica december 2024. Ministrstvo bo ta, mislim, da še ni objavljen, je objavljen, je dosegljiv, ampak ni objavljen kot interaktiven vodnik. To nam je bilo obljubljeno, ko bo sistem vzpostavljen. Se pravi, da je načrt tega vodnika je, da bo dostopen in se bo hkrati tudi spreminjal z razvojem sistema mikrodokazil v Sloveniji. Poleg vodnika smo pa oblikovali tudi neke smernice za zunanjo presojo kakovosti, ki bi začrtale na nek način naše delo kot NAKVIS-a, kot agencija za kakovost in določilo tudi standarde kakovosti in postopek sam. Mogoče samo kakšno besedo ali dve glede vodnika, ker je izredno zanimiv dokument, priporočam ga v branje in upam, da bo tudi ministrstvo čim prej oblikovalo kot interaktivno verzijo tega, zato da bo možno tudi zelo hitro ga nadgrajevati in tudi posodabljati. Poleg uvoda in nekega regulativnega okvira, ki v tistem času, razen teh dokumentov, ki sem jih že omenil na evropski ravni, seveda na nacionalni ravni ni bilo, ker zakon o visokem šolstvu je bil sprejet šele avgusta letošnjega leta in omenja noter mikrodokazila, se navezuje tudi na strategijo trajnostne pametne specializacije S5. Bolj zanimivo pa je, kako vsebinsko identificira posamezne elemente in daje poudarke v vseh točkah razvoja sistema mikrodokazil. Se pravi, na ravni visokošolskega zavoda oziroma institucije, kako se identificirajo potrebe okolja, kako se oblikujejo pravzaprav učni izidi in kompetence za mikrodokazila, ne za študijske programe, kakšna naj bi bila struktura pač in vsebina, to določa tudi zakon, na kakšen način se vključujejo deležnike, kako se pripravljajo analize potreb trga, družbe, kako se te podatke uporabljajo za pripravo mikrodokazil, se pravi ne
vodnik ne spodbuja k temu visokošolske zavode samo k temu, da delujejo reaktivno, da se odzivajo, ko imajo sodelovanje z gospodarstvom, z podjetjem, podjetje izkaže interes za ukrepitev posameznih kompetenc ali pa za nadgradnjo posameznih kompetenc svojih zaposlenih in visokošolski zavod pripravi krajše izobraževanje, ki bi te kompetence pač nadgradil oziroma ukrepil. Temveč tudi to, da visokošolski zavodi sami proaktivno, ker oni so tisti, ki bodo oblikovali tudi profile diplomantov in ne nazadnje tudi poklicev za prihodnje, identificirajo te potrebe, identificirajo kompetence, ki bi naslavljale poklice prihodnosti. Tako da to je velika razlika. Seveda povezovanje z gospodarskimi subjekti, da znamo oceniti tudi trenutno stanje in potrebe, in pa seveda to dinamično prilagajanje vsebin glede na okolje, lokalno, regionalno, nacionalno in seveda tudi mednarodno. Vodnik med drugim nakazuje tudi, na kakšen način bi visokošolski zavodi implementirali mikrodokazila v svoje delovanje. Ni veliko javnih institucij, ki ima zelo dobro razvito vseživljenjsko izobraževanje, ker zaenkrat ni bilo potrebe. Bolj je bilo usmerjene so bile bolj na druge vrste, raziskave, razvoj in tako naprej, inovacije. Zato v tem delu vodnik tudi naslavlja različne didaktične pristope in metode, zato ker v primeru mikrodokazil oziroma krajših izobraževanj in usposabljanj, ki vodijo do pridobitve mikrodokazila kot neke javne listine, seveda tukaj ta mikrodokazila niso namenjena primarno učencem, študentom. Namenjena so učečim se, odraslim, izobraženim posameznikom, ki že imajo predvidoma kariero, imajo tudi lahko družino oziroma druge obveznosti, ampak pri načrtovanju in uporabi različnih pedagoških pristopov, didaktičnih pristopov, metod in načinov poučevanja, učenja, je seveda treba upoštevati tudi njihov status. Starost, zanimanje in seveda tudi to, da so že dosegli določeno stopnjo znanja in pozicije tudi v okolju. Zato je to zelo pomembno, kako se opredelijo te kompetence, ker določene kompetence seveda se dobijo z izobraževanjem, druge se dobijo potem z praktičnimi izkušnjami in z drugimi vrstami takšnega in drugačnega dela oziroma vključevanja. Spodbuja tudi k uporabo različnih tehnologij, digitalizacije, tudi pri samem izvajanju teh mikrodokazil, in seveda tudi usmerja na razmislek o drugačnih načinih ocenjevanja, kot so določeni pač v študijskih načrtih oziroma v učnih načrtih pri posameznih predmetih. Seveda veliko vprašanje je priznavanje mikrodokazil. Ideja je smela, priznavati bi se mogli znotraj evropskega visokošolskega prostora. Kakšno bo dejansko stanje, bomo lahko ocenili čez 10 let, verjetno. Tudi kakšno je povezovanje, seveda, umestitev v slovensko ogrodje kvalifikacij, tega tudi še zaenkrat nimamo, povezovanje z obstoječimi kvalifikacijami oziroma priznavanje ali pa saj način priznavanja pri delodajalcih. Kot enega temeljnih elementov, ki ga opredeljujejo tudi te smernice sveta EU, je seveda oblikovanje notranjega sistema teh mikrodokazil in zunanjega sistema. Zunanji sistem seveda izvaja NAKVIS, notranji sistem si pa določijo visokošolski zavodi sami, glede na sistem, ki ga oblikujejo. Zraven so dodani še primeri iz prakse, iz tujine, kako so v tujini reševali te in podobne izzive, tako da priporočam za branje. Kot že omenjeno, dobili smo avgusta nov zakon o visokem šolstvu. Zdaj, ključni poudarki, ki se tičejo mikrodokazil, so seveda to, da je mikrodokazilo javna listina, da gre za zapis učnih izidov, ki jih posameznik dosegel s krajšim fleksibilnim izobraževanjem oziroma usposabljanjem, da so vrednotena po ECTS-u, da se izvajajo oziroma da jih prepozna zakon
kot izobraževanja v javnem interesu. Omejitev je znotraj 91 ECTS, ker veste, da od 10 do 60 kreditov imamo študijske programe za izpopolnjevanje, ki jih pa mi akreditiramo. Potem odgovornost zavoda je, da določi postopek oblikovanja, potrjevanja in izvajanja, pa in vzpostavi notranji sistem kakovosti. Zunanji sistem kakovosti pa seveda prevzemamo mi. Zdaj, naša izhodišča, ko smo oblikovali ta zunanji sistem, so sledila nekim splošnim ugotovitvam. In sicer, sistem mora biti dovolj robusten, da lahko različne oblike mikrodokazil oziroma sistema mikrodokazil presoja in ga tudi vrednoti. Dogovorjeno je bilo že relativno na začetku, da posameznih mikrodokazil NAKVIS ne bo akreditiral, ker gre za tudi avtonomijo visokošolskih zavodov in ker se predvideva, da bodo ta mikrodokazila oblikovana lahko tudi samo za posamezno konkretno potrebo enega delodajalca za eno skupino ljudi in ne bo ponujeno potem še širši javnosti oziroma drugim zainteresiranim. Tako da trajanje, koliko časa se bo to oziroma kolikokrat se bo to izvajalo kot mikrodokazilo oziroma to krajše izobraževanje, vse to in to, da pač je nemogoče slediti in presojati v periodičnem ciklu 5 oziroma zdaj 7 let, ker bi se pač ta odgovornost spremljanja, objavljanja in vsega tega mora biti na visokošolskih zavodih. Tako da mi smo se odločili, da je edino smiselno vzpostaviti zunanji sistem, ki bazira na uspešnem implementiranem notranjem sistemu na zavodih kakovosti. Glede na te posebnosti seveda mora biti tudi ta naš zunanji sistem ustrezno prilagojen. Kot še enkrat omenjam, da je odgovornost zavodov za kakovost posameznih krajših izobraževanj, od kako jih oblikujejo, s kom jih oblikujejo, koga vključujejo, v katerih fazah, kakšne strukturo imajo, kako so opredeljeni, kako jih izvajajo nenazadnje, kako presojajo doseganje kompetenc in seveda kako to evalvirajo v kakšnih obdobjih, kako si zastavijo samoevalvacijske cikluse, in kako odreagirajo oziroma kakšen sistem pripravijo v primeru, ko gre res samo za enkratno izvedbo. Kaj takrat naredijo? In pomembno je transparentnost, pomeni, da so vsi postopki, vsa struktura, ponudba in vse informacije objavljeni, dosegljivi za širšo javnost. Po zakonu so sicer visokošolski zavodi dolžni tudi voditi registre svojih krajših izobraževanj za mikrodokazila, za pridobitev mikrodokazil, tako da bo to tista relevantna evidenca, kjer bodo lahko ostali oziroma zainteresirani videli nabor teh mikrodokazil, ki se ponujajo v Republiki Slovenije. In še enkrat seveda osredinjenost na učečega se pravi na posameznika, na potrebe trga in družbe. Pomembno je, da zavodi znajo prepoznati, kakšne so potrebe na trgu, da imajo vzpostavljene mehanizme, ki sproti identificirajo potrebe in da se znajo tudi zelo dobro in hitro odzivati na to. Se pravi, da morajo biti proaktivni, to, kar sem že prej omenil. Prepoznavati večina pilotnih projektov se je usmerila oziroma sfokusirala na prepoznavanje potreb trga, zato ker jih je lažje seveda identificirati. Na drugi strani imamo podjetje izrazi pričakovanja oziroma želje in visokošolski zavod pripravi nabor krajših izobraževanj za to, da zadostijo tem pričakovanjem. Veliko težje je prepoznati potrebe družbe in seveda še težje je pa potem prepoznati potrebe posameznikov.
To so izzivi, ki nas še čakajo verjetno v prihodnje. Še enkrat poudarjam, fleksibilnost v sami zasnovi, izvedbi, pri metodah. Spremljati je potrebno napredek in rezultate učenja, se pravi, pregleden sistem mora biti na zavodu vzpostavljen za sledenje, preverjanje, doseganje kompetenc. Še enkrat, dostopnost vseh informacij je odgovornost ponudnika in seveda, presoja se tudi, kakšen je učinek teh mikrodokazil. Ali res izboljšujejo kompetence na določenem področju, ali jih dopolnjujejo, na kakšen način se to ustvarja oziroma na kakšen način to poteka na samem visokošolskem zavodu. Zdaj, neka načela, ki jim mi sledimo, transparentnost, kot je bila že omenjena, oblikovani javno objavljeni postopki, dokumenti in aktivnosti, jasno določene tudi same pristojnosti v strukturi visokošolskega zavoda. Zavedamo se, tudi projekti kažejo, te pilotni projekti kažejo, da gre za dodatno obremenitev visokošolskih zavodov, da je treba obremeniti tudi kadre dodatno, ker morajo pripraviti krajše izobraževanja, ki so prilagojena posamezni skupini učečih se. Zagotoviti morajo strukturo, kako identificirajo potrebe trga, na kakšen način, kako sodelujejo z okoljem, kako vključujejo strokovnjake iz prakse tam, kjer je to potrebno, tako v oblikovanje kot izvedbo in tudi evalvacijo teh krajših izobraževanj. Mi kot NAKVIS bomo dejansko presojali sistemsko zmožnost visokošolskega zavoda za zagotovitev oziroma za implementacijo sistema mikrodokazil, kakovosti sistema mikrodokazil. Presojali bomo vzorčno tudi na posameznih mikrodokazilih. Zdaj, mikrodokazilo uporabljam kot sinonim za krajše izobraževanje in usposabljanje. Mikrodokazilo je samo javna listina. Naša odločitev sveta oziroma odločitev sveta agencije je vezana na podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in znotraj podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda bomo presojali tudi vsakih 7 let, tudi vzdržnost, kakovost tega notranjega sistema mikrodokazil na posameznih zavodih. Kljub vsemu je predvidena možnost tudi izrednih evalvacij. Vkolikor bi se ugotovili, da nekdo ne sledi zagotovilom, ki jih daje, ne deluje v skladu z standardi in zakonom, seveda je lahko tudi predmet izredne evalvacije. Ravno v zdajšnjem, v mesecu novembru in decembru, bomo opravili 2 pilotni presoji. Smernice za presojo sistemov mikrodokazil že imamo pripravljene, tudi usklajene z javnimi zavodi in z ministrstvom. Tako da zdaj jih bomo pa presodili oziroma jih bomo stestirali na terenu, da vidimo, ali so ustrezne, ali so primerne, ali dajo rezultate take, da bo lahko na podlagi česar bo rezultat nek jasna slika o sistemu kakovosti na posameznem visokošolskem zavodu. In na podlagi analize potem teh pilotnih presoj bomo pa vključili standarde tudi v naša merila. Imamo zelo malo časa, ker zakon sprejet je bil avgusta 2025, 6 mesecev nam pa daje, da uskladimo tudi merila oziroma druge podzakonske akte. A je kakšno vprašanje? Ja. Prosim. Ali, oziroma kako boste to presojali na višjih strokovnih šolah, glede na to, da še tega ZVSI ne vem, če predvida to, ker mi so pač višje strokovne šole, ne? Mi smo poskušali narediti sistem tako robusten, da vzdrži, ne glede na to, ali se presoja v primeru visokošolskih zavodov ali pa v primeru višjih strokovnih šol. Če bi bile potrebne kakšne spremembe ali pa če bo zakon o višješolskem izobraževanju določil kakšne posebnosti, seveda bomo to vključili. Ampak načeloma sistem je do zdaj
bo še stestiran in verjetno kaj korigiran, ampak zaenkrat je sistem zastavljen tako, da ne glede na to, a gre za visokošolski zavod, za univerzo ali pa za višjo strokovno šolo, bi moral dati jasne rezultate in zelo primerljive rezultate. Še kakšen komentar ali pa vprašanje? Izvolite. Napoveduje se nov zakon o višjih strokovnih šolah, in ali bodo mikrodokazila že v tem zakonu? To bo pa verjetno bojo. Prav. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Upam, da nisem bil predolg.